Dobrodošli zopet v naši redni rubriki. Tokrat ne bomo skočili čez planke, temveč skačemo čez prvi tir, kjer bomo spoznali ljudi, ki že dolge generacije hodijo z vlakom v službo in preživijo večino svojega življenja na tirih. Govorimo o ljudstvu, tirenejcih. Na svojo vsakdanjo pot nas bo seboj vzel Robi Separetan. Pozdravljen, Robi, oziroma kot bi rekli v stari kondukterščini, na peronu. No, kako ste postali del tega ljudstva? Moja družina že več generacij hodi z vlakom v službo. Naši predniki so se prvič ukrcali na vlak slovenskih železnic že pred 200 leti. 200 let? Včasih si štejem, da se z istim vlakom, na istem vagonu, na istem tapiciranem sedežu zdaj lahko tudi jaz vozim v službo. No, res zanimivo. Kako pa zgleda vaš običajen dan? Ja, v službi moram biti tam ob 9, pot je tam 25 kilometrov dolga, tako da v bistvu vstajam 3:15 vsako jutro. No, to je zgodaj. No, ampak veste, star železniški pregovor pravi rana ura, vsaka fura. Sploh pa se ločujemo na tiste z redno linijo in ostale, ki zamenjajo več vlakov, da pridejo do cilja, njim pa rečemo prestopniki. Prestopniki? Ja, tako, vse v duhu zabave, no, da nam pot hitreje mine. Recimo, za Zidani most radi rečemo, da je tam vsako leto prestopno. Eto, razumete, ker o to se malo hecamo med sabo, glede na to, po kateri trasi se peljemo. Preden me obtožite rasizma, bi rad samo povedal, da imam veliko prijateljev v Zidanem mostu. No, to se sliši fascinantno. Kaj pa tirenejska kultura? Imate svoje običaje, šege, navade? Ja, absolutno imamo, Mojca. Eden izmed običajev je, da si vedno, ko vlak prispe točno, vtetoviramo ime kondukterja. O, lahko vidim to tetovažo. Ja, ne, jaz sem star pa šele 29 let, meni pa še ni bilo dano dočakati, da bi točno prišel z vlakom. Zanimivo. Smem pa vprašati, kje imate službo, da lahko tako zamujate? Aha, no, jaz delam na občini, brat dela v mestni hiši, žena pa v parlamentu. V parlamentu? Ja, ampak zdaj bom pa res mogel iti, vidim, ker sem sinu obljubil, da ga poberem jutri pred šolo, pa moram že počasi iti. Najlepša hvala. Živjo! No, tako, in kot bi rekli stari tirenejci, na peronu. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.